Marjetica ima v hiši več bralnih kotičkov. Najljubši je na zofi ob oknu delovne sobe v prvem nadstropju. Prostor ni velik, ima pa prijetno iz fasade štrlečo nišo z oknom, ki je obrnjeno stran od ostalih hiš v naselju. Pomirjajo pogled na naravo, v celoti neokrnjeno z izdelki civilizacije. Nobena fasada se ne vrinja v pejsaž, nikogar ni moč videti skozi okno in nikogar pogled ne more prodreti noter. Samo zelena in modra. Spodnjo polovico okna zapolnjujejo povešave veje vrb, za njimi se dviga nekaj kostanjev, nad njihovimi krošnjami pa se razteza modrina brezdanjega neba. Napol leže z eno roko na knjigi, z drugo pa v svojih laseh prebija ob oknu ure in ure. Na začetku 60. let sva se z mamo preselila v majhno stanovanje v čistem centru mesta, to je na Gosposki ulici v Mariboru, v staromeščansko stavbo iz leta 1796. In spomnim se Gosposke ulice, ki je bila nekaj čisto drugega, kot je danes. Bila je zelo živahna ulica, včasih je bila tako polna, da iz dvorišča na ulico niti ni bilo tako enostavno stopiti in se potem vključiti v ta val ljudi, ki se je premikal levo in desno. Spomnim se, kako smo z veseljem otroci spremljali gradnjo prve veleblagovnice v Mariboru in prvih tekočih stopnic, ki smo jih potem v nedogled uporabljali. 20-30 let zatem sem bil priča obratnemu postopku razgradnje Maribora, zapiranju velikih trgovin, zapiranju mariborske industrije, katere del je bila tudi moja mama in katere odhajanje in prihajanje iz Melja za tako dobro spomnim. To ti slej ko prej mora pustiti nekakšne posledice in zato se Maribor pojavlja v mojih romanih. Kriminalke so, prvenstveno kriminalke, so pa vsaj delno tudi romani o Mariboru. Ta stol, na katerem pravkar sedim, in mizo sem si kupil za prvi honorar, ki sem ga dobil za svoje literarno delo. Bila je fiksna ideja. Stol je v bistvu zelo podoben stolom, na katerih v žanrskih westernih, v glavnem italijanskih špageti westernih, v svojih pisarnah posedajo šerifi, se na njih zibljejo in dajejo noge na mizo. August Demšar je nekdo, ki je ne obseden, ampak navdušen nad določenim literarnim žanrom in to so kriminalke. Zakaj? Ne vem. Najverjetneje sem v njih našel nekaj, kar mi še danes ni čisto jasno, kaj to je. Ampak od takrat, ko sem začel brati, to je drugi del osnovne šole, ves čas v stiku s kriminalkami. In to me drži zdaj že skoraj 50 let. Najprej kot bralca, zadnjih 15 let pa tudi kot pisatelja. In imam to veliko srečo, da je to, kar počnem, našlo tudi odziv pri bralcih, tako da se lahko intenzivno ukvarjam z tem. Žanrski pisci, ki se ukvarjajo s kriminalkami, uporabijo
psevdonim. To ima svoje zgodovinske razloge, pri meni je pa šlo pač za eno igrivost, tako kot pri celotni odločitvi, da se pač ukvarjam s kriminalkami. Je pa sestavljanka. Auguste Dupin je prvi literarni kriminalistični junak, zato August. Demšar je pa pač dekliški priimek moje babice. Nahajamo se v Magdalenskem parku na Taboru v Mariboru, na enem od prizorišč tega mojega zadnjega romana. Do parka vodi z zahodne strani ulica Moše Pijade. V tej ulici, v enem od blokov, živi moški. O tem moškem ne vemo kaj dosti, le to, da živi sam, da ga muči nespečnost in da ima psa. Zbuja se zgodaj, med 3. in 4. uro, nakar poskuša zaspati nazaj tako, da gleda kriminalistične serije. Te serije ga ponavadi zazibljajo v spanec, tako da spi še kakšno uro, nato se dokončno zbudi. Okrog 6. zjutraj je že v tem parku, kjer sprehodi svojega psa. Tako je bilo tudi neko soboto v februarju leta 2020. Nakar se mu je v tem parku pripetilo nekaj nenavadnega. Tole. Ob 5:30 ima tudi tega dovolj. Vstane, skuha kavo, ob njej poje kos kruha, gre na stranišče in ob 6. sta z Bobijem že v parku. Tako je bilo tudi to soboto. V prvem trenutku je moški pomislil, da je moral nekaj pomešati. Da morda še spi, da sta se realnost in sanjski svet nekako prepletla med seboj ali da se mu, Bog ne daj, meša. Nato je zaslutil, da gre za res. Ne, ni v postelji ob televizorju, ampak zunaj v megli in hladnem prstcu, ki mu kljuva v obraz. Stoji v parku, nikjer ni žive duše, ob njem poskakuje Bobi, pred njim pa leži truplo. Ženska je lepa, vitka, z dolgimi nogami, točno takšna, kot so trupla na televiziji. Moški je stopil 2 koraka naprej. Ženska je ležala na hrbtu, noge je imela rahlo pokrčene, kolena skupaj, kot da bi jo kdo prinesel v naročju in potem položil na tla. Roke so bile odmaknjene od telesa, gole pod lahti, prsti narazen. Globoki, krvavi ureznini čez obe prerezani zapestji. Obraz je bil umazan, lasje sprijeti v štrene, mrtve oči so bolščale van. Ženska je bila napol ogrnjena v umazan in pomečkan siv plašč. Pod plaščem je bila gola. Moški je gledal njeno desno dojko in se pričel tresti. To je bilo nekaj drugega kot trupla na televiziji. Nekaj popolnoma drugega. Tisto je bilo zabavno, to tukaj je grozljivo. Mislim, da bolj uživam pri izmišljevanju ključev, lažnih ključev, dvojnih ključev, nasprotnih ključev in tako naprej. Pri izmišljevanju umorov ne uživam, ker mislim oziroma ker vem, da je to pač tisti nujni nebodiga treba, ki mora biti v kriminalki. Tukaj se zelo priklanjam pravilu, da pač v kriminalki mora biti truplo, ker se bi za kaj manj pomembnega morda ne dalo pisati oziroma brati v kriminalki, kjer bi ti sledil 300 ali 400 ali celo več stranem, da bi na koncu ugotovil, kdo je komu ponečedil predpražnik ali pa ukradel kozarec marmelade. Za današnjo kriminalko je značilno tudi, da ima odprt konec, da ima defetističen konec, kar pa pri meni ni. Meni se zdi, in tukaj se poklanjam pravilom žanra, da bi naj na koncu vseeno prišlo do razrešitve, to je do tega, da ne samo ugotovimo, kdo je storil zločin, ampak da pride slej ko prej tudi do tega, da ga roka pravice ustrezno kaznuje. Martin Vrenko je tako kot vse ostalo igra, pa skupek naključij. Martina Vrenka kot ime in priimek sem sestavil iz 2 literarnih junakov. Ime mu je posodil švedski literarni kriminalist
Martin Bek, priimek, mu je pa posodil ruski policijski inšpektor Arkadij Renko. Potem, ko se je Vrenku pridružil Miloš, stvar ni postala težja, mogoče je postala malo bolj kompleksna. Včasih se mi je kaj pri samem pisanju malo bolj zakompliciralo, bilo je pa lažje. Lažje je bilo zato, ker sem določene lastnosti in določene vzgibe, pa določene načine reševanja problemov, ki jih prej Vrenku ne bi mogli pripisati in jih tudi nisem hotel na novo mu pripisovati, ker je pač zrušil njegov lik kot osebnost, sem lahko te vzgibe preselil k drugemu liku. Miloš je bil tudi zato ustvarjen, zato ker so mi določeni načini delovanja pri Vrenku manjkali in sem jih dal Milošu. To, da so pa zdaj vsi skupaj in da se v mojih romanih drenjajo tako eni kot drugi, je pa bolj stvar odločitve mojih bralcev kot samega sebe. Všeč jim je bil en lik, všeč jim je bil drugi lik, želeli so spremljati tako enega kot drugega, pa sem se pač odločil, da nastopajo vsi skupaj. To mi ne povzroča posebnih preglavic, pustim jih, da se več ali manj sami dogovorijo med seboj, kdo bo kaj počel. Mariborski mestni park na njegovem južnem koncu zamejuje precej živahna Maistrova ulica. Promet po njej poteka enosmerno od zahoda proti vzhodu. Na vogalu Maistrove ulice in ulice Heroja Tomšiča nasproti muzeja novejše zgodovine stoji policijska postaja. Z njenih oken je, kolikor je moč presoditi od zunaj, resnično moč opazovati promenado omenjenega parka. S tem se ujemanje z realnostjo konča. Ali je znotraj policijske postaje kakšna vratarnica in ali v njej posedajo dežurni policijski kadeti, ne vem. Prav tako nimam pojma, ali imajo na policijski postaji sobe za pogovore in zaslišanja, ki jih označujejo z enka, dvojka, trojka in tako dalje. Ni mi znano, v katerem nadstropju imajo svoje prostore kriminalisti. V resnici na ljubo ne vem niti, ali jih sploh imajo. Znotraj policijske postaje, ki jo opisujem, nisem bil še nikoli. V trenutku, ko v romanu prestopimo prag policijske postaje ob parku, stopimo iz realnega v izmišljen svet. Filmska adaptacija literature kateregakoli pisatelja je zanj po moje velik izziv. Ne glede na to, koliko sodeluješ ali ne sodeluješ pri vsem skupaj, je ena filmska predelava skupinsko delo, kjer je navzočih kup različnih faktorjev. Mislim, da tako kot tudi ostali literati z nestrpnostjo pričakujem, kaj bo iz vsega skupaj nastalo. Na svoje like in na svoje dogajanja v svojih romanih mislim, da ne bom začel gledati drugače. Me pa zelo zanima, kako bodo na moje romane gledali bralci. Še bolj me pa zanima to, kako bo nekdo, ki mojih romanov zdaj ne pozna, si bo najprej ogledal televizijsko serijo in potem morda segel po romanu, kakšen bo njegova opcija dojemanja mojih romanov. To je pa ena stvar, ki me zelo zanima. Mi, stari bralci raznih oblik kriminalk, pa nas je presenetilo to, da je v njem toliko prvič izvirno slovenskega, drugič pa ene domačnosti. Ni tiste potrebe, da bi skakljali v mislih po New Yorku ali po kakšnih nekih temačnih kotih Chicaga, ampak se ta življenjska situacija lahko pokaže tudi pri nas. Všeč mi je, kadar moje delo naleti pri ljudeh na pozitivne odzive. Mislim, da je to tako ena splošna lastnost. Vedno poudarjam in rad bi povedal še enkrat, v trenutku, ko bi moje romane ljudje nehali prebirati, bi jaz nehal pisati. Kriminalke, zakaj jih pisati ne vem, vem zakaj jih pišem jaz. Pišem jih zato, ker od njih neverjetno uživam.